Poskrbeti za lastno streho nad glavo je ogromen projekt. Urediti napačne podatke na Gursu pa je za marsikoga, tudi za našo sogovornico, misija nemogoče. Telefon, prek katerega se že več dni želi naročiti na sestanek, zvoni v prazno. Če že dobiš zvezo, te kasneje po 45 minutah, če piš na telefonu, ko se bojiš, da boš zgubil zvezo, enostavno prekinejo in ne prideš zraven. Nad državo se hudujejo tudi tisti, ki jim je uspelo dobiti termin in urediti podatke o svoji lastnini. To bi mogli vsaj 2 leti v miru pripraviti, pa ne bi se noben razburil, pa vsi bi lepo v miru naredili. Armada uslužbencev na Gursu pa sedaj hiti urejati evidence. Ob enih popoldne zaposleni na geodetskih upravah delajo s polno paro. Strank je ogromno. Na geodetskih upravah so doslej sprejeli 20 000 lastnikov, še enkrat toliko je naročenih, a za dolge vrste so pogosto krive tudi stranke. Lastniki lahko splošne informacije, za katere tudi velikokrat sprašujejo in želijo na nek način priti na obisk na geodetsko upravo, lahko te uredijo tudi na tako imenovanih infotočkah, ki so od prejšnjega tedna vzpostavljene na upravnih enotah. Zaradi izrednega stanja so v Ljubljani vzpostavili začasni center na Zemljemerski ulici 12. Ob 4 popoldne so vrata na geodetskih upravah zaprta, a samo za stranke. Delavce namreč čaka še ogromno dela. Delamo vsaj 10 ur na dan, namreč prihaja še velika količina dopisov, papirne pošte, ogromno količina tudi elektronskih sporočil. Uslužbenci Gursa se očitno ne borijo le s kupi papirja in nezadovoljnimi strankami, ampak tudi s časom. 31. marec, dan D, je vsak dan bliže.